Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Jutri se začenja velikonočno tridnevje pred največjim krščanskim praznikom. Lipovske vezilje so svoje dela razstavile v vaškem domu v Lipovcih. Svetovalka na ministrstvu za delo bo postala prva romska psihoterapevtka. Rok Bagoroš bo gost v oddaji Med nama. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri na zahodu pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Velikonočno tridnevje opisuje zadnje 3 dni pred največjim krščanskim praznikom Veliko nočjo. Velikonočno tridnevje obeležuje Veliki četrtek, zadnjo večerjo, Veliki petek je posvečen spominu na Jezusovo križanje in Veliko soboto, ko se obredi že prevesijo v praznovanje Jezusovega vstajenja. Velikonočna nedelja, ki ni del velikonočnega tridnevja, pa je v celoti posvečena prazniku vstajenja. V četrtek dopoldne pa poteka že krizmena maša. Krizmena maša je posebna maša, oziroma sicer običajna maša z običajnim postopkom, s tem, da pa pri tej maši blagoslovimo bolniško, krstno in olje in krizmo posvetimo. Pri tej maši se zberajo tudi duhovniki, kolikor le morejo priti, kolikor jim zdravje dopušča, da skupaj obnovimo svoje obljube, ki smo jih dali pri posvečenju. Na Veliki četrtek da Jezus svojim učencem zapoved ljubezni. Imamo to paradigmo, jaz moram se rešiti, moram se dokazati, moram ne vem kaj narediti, pa spomenik mi mora postaviti, potem pa nekaj bom. Ne, Kristus pokaže čisto eno drugo pot, ki je njegova. Pa jo bom jaz uresničil na svoj način, ljudje na svoj način. To je, se mi zdi, skrivnost Velikega četrtka. In seveda, Evharistija, umivamo noge in potem Kristus da sam sebe, svoje telo. Glejte, tako zelo vas imam rad. Nič ne selekcionira, le ti si dober, ti si vreden, ti nisi vreden. Ampak jaz vam dam. Petek, se mi zdi, lahko kontempliramo Jezusovo ljubezen, kontempliramo, zremo, ma ne v tistem moralnem smislu, glej Janez, kaj si ti storil, zdaj je pa Jezus za tebe trpel. Če ne bi jaz čisto nič slabega naredil, bi samo en človek na tem svetu grešil, bi on šel na križ, pa bi rekel, takole zelo vas imam rad. Ob tem škof dodaja pomenljive besede križanega, ki je dejal: odpusti jim, oče, saj ne vedo, kaj delajo. Je še lepa sobota, veste, tista tišina, tisti grob, ob katerega hodimo, pa vemo, da nam včasih se zdi to zadnja postaja, pa tam molčimo, ampak Kristus celo v grobu ni bil primer, kakor nam lepo kažejo vzhodne ikone, on je šel v predpekel in kaj tam naredil? Adama je vlekel ven in vse človeštvo, ki se je zmotilo, ki je zgrešilo svoj cilj, ki je šlo proč od Boga, to vleče ven. In se mi zdi, zvečer, ko pride noč, že mora biti noč, to praznujemo po noči, veliko noč, oziroma vigilijo, se mi zdi, je že to veliko praznovanje, da grob ni zadnja postaja, da se gre naprej. In sem ravno včeraj bral v enem obredniku, kako pride pri vigiliji en strežnik povedati škofu, vesela novica je, grob je prazen, in se zapoje aleluja. Tako se mi zdi ena lepa vest, ki bi drug drugemu znali na tako človeški način, ne reči grob je prazen, ampak veš kaj, lepo je s tabo živeti, lepo je, da si, da bi si znali odpuščati, se mi zdi. To je oznanilo velike noči, da greh, naša napaka, ki zmeri povzročeno smrt, to ni zadnja beseda več, ni več. Velika noč je najpomembnejši in najstarejši krščanski praznik, spomin na Jezusovo vstajenje. Velika noč prinaša upanje, pa tudi odpuščanje in spominja na brezpogojno ljubezen.
Vezilje kulturno-umetniškega društva Lipovci so zadnjo soboto v marcu pripravile 15. razstavo Vezenin v vaškem domu v Lipovcih. Vezilje tradicionalno v Lipovcih pred Veliko nočjo razstavijo svoja dela, v katere je vloženih veliko truda in ur. Gre za pomembno dediščino, ki jo velja ohraniti za zanamce. Odprtje razstave je spremljal kulturni program, v katerem so nastopili glasbeniki in recitatorji, zapel je tudi moški pevski zbor Lipovci. Sedanjim in nekdanjim veziljem se je za njihovo aktivnost zahvalila predsednica sveta krajevne skupnosti Mateja Berden. Po kulturnem programu je Marija Stanko, vodja lipovskih vezil, odprla jubilejno 15. razstavo Vezenin, kjer so bile na ogled raznovrstne in izvirne vezenine. Pomurje ima veliko navdihujočih zgodb in ena takšna je zgodba Rominje Mladenke Šerkezi, ki študira na Teološki fakulteti podiplomski študij. Mladenka Šerkezi, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Glede na to, da vaše otroštvo ni bilo ravno najbolj rožnato, bi človek dejal, ko pozna vašo zgodbo, odrasli ste v reji v bližini Gornje Radgone. Po drugi strani pa, kot ste sami večkrat dejali, je bilo otroštvo lepo in brez kakršnekoli diskriminacije. Tako, moje otroštvo je bilo zelo lepo, kajti bila sem deležna vseh veščin, katere otrok potrebuje za normalni razvoj, od socialnih veščin do ljubezni, do vsega. Če bo šlo vse po načrtih, boste postali kmalu tudi psihoterapeutka in sicer prva romska psihoterapeutka v Republiki Sloveniji. Tako. Zdaj študirate podiplomski študij na Teološki fakulteti v Mariboru. Pravzaprav je to kar dolga pot. Najprej ste izdali zbirko pesmi, pesem Je rojena solza. S tem ste se prvič predstavili javnosti. Koliko poguma je bilo potrebno, da ste vstopili v javnost in potem to pot nadaljevali? V bistvu kar nekaj poguma, ker moja prva knjiga je šla, ko sem imela takrat 18 let. V bistvu je to kar precej poguma, ko poiščeš svojo lastno identiteto in iz tega vsega, kar si, kar še lahko postaneš, v bistvu se moraš prej soočiti sam s seboj in potem, ko to osvojiš, dobiš pogum in greš naprej. Tako da jaz sem kar takrat dobila velik pogum in samozavest in je takrat nastala prva knjiga in pol vse dalje. In ta pogum in to samozavest poskušate vliti tudi romskim ženskam, da se naj postavijo zase. Ste namreč tudi članica strokovne skupine za romska vprašanja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Tako. Že kar nekaj časa tam delujem. Smo kar na tem področju uspešni. Tudi nadaljujem izven tega konteksta. Imam tudi na Hiši sadežev in družbe delavnice, 2-krat na mesec, Romni sem lepo in močna, opravnomočam romske ženske in jim ves čas dajem nek pridih, da so lahko lepe, izobražene, samozavestne, ker ne da jim samo to pripada, ampak so na svet poslane tudi z večjimi poslanstvi. Ne samo to, da kuhajo, da rojevajo. In tu je moj moto, naprej popeljati romsko žensko. Ja, ampak ta transformacija, oziroma ta opolnomočenje, če uporabim ta izraz, romske ženske traja kar nekaj časa. Mi moramo razumeti, da so to generacije žensk, ki so bile pretežno doma. Tako, se čisto strinjam z vami, to je kar nekaj generacij, katere moramo dejansko loviti, jih ponegovati, jih pripeljati in nek sočasno iti z njimi, s tem tehnologijo, s tem stoletjem in jim prikazati, da svet ni več tak, kot je bil nekdaj, da niso nekje zaprete, da ni nek njihov sistem življenjski zapret, ampak da lahko grejo v nov sistem. Ne. Je pa kar potrebno
od generacije do generacije. Velikokrat se zgodi, da se tudi generacije pogubijo, ampak so potem nova rojstva, nova upanja. Po mojem je tudi, takole laično rečeno, eden izmed ključev bojazen pred diskriminacijo. Mnogokrat je treba visoko dvigniti glavo in stopiti preprosto čez diskriminacijo oziroma čez, morda bom rekel, nelepe opazke. Ja, tako je. Diskriminacija je tista ključna beseda, marsikaterega v bistvu človeka zaboli, še kaj pa takrat, ko doživi, ne. Ampak je ful pomembno, da takrat dvigneš glavo in si rečeš sam sebi, ne, vreden sem, močen sem, grem naprej, dvigneš glavo. In potem s tisto energijo že sam zrušiš te stereotip, ker dejansko te ljudje prepoznajo in tudi tam tvoja naravnanost, kaj sem pa jaz manj vreden, tudi jaz sem človek, tudi jaz imam pravice in dolžnosti. V Prekmurju ste sicer sami dejali, da opažate napredek. Matere niso več tako mlade, kot so bile morda še pred desetletji. Dekleta razmišljajo tudi drugače in si želijo kakovostnega življenja. Velikokrat pravimo, da je Prekmurje oziroma ta regija nekaj takega kot vzorčna regija, kako se da sobivati. Je to zgolj floskula ali res živimo tako? Jaz bi temu dejala, da živimo tako. Same prakse in tudi same potem rezultati kažejo na vse ta dejstva, da je resnično, da dekleta postajajo v kasnejših letih matere, tudi prioriteta jim je izobrazba, tudi drugačno življenje, kot je bilo nekoč. Tudi število rojstev otrok ni več tako intenzivnih, kot je bilo prej. Tako da se tudi tega zavedajo, kar se tiče finančne sigurnosti in vsega. Tudi se zaposlujejo in tako da ja. Nekoč ste dejali, da je biti človek umetnost. Zakaj je biti človek umetnost? Ampak to človek z velikim Č. Človek je sam po sebi sakralno bitje, katero vedno raziskuje, jaz vedno povem, da posluša naravo in v naravi je največja umetnost. In takrat tudi je v nas samih, da recimo umetnost naših duš, kajti vse, kar imamo, vse, kar smo, je naša umetnost, naša kultura in jaz vedno pravim, da je človek presežno bitje, katero je odgovorno za svojo kulturo in za svojo umetnost. In za mene je človek nekdo, ki je postavljen v ta svet, kjer je lahko svobodno umeten. Mislim, lahko živi svojo svobodno umetnost. Človek do človeka pa nima nikakršne pravice do žaljenja ali obsojanja. Tako. Dejansko sem tu proti temu, ker vsak človek je zase svoj svet, svoja energija. Mladenka Šerkezi, najlepša hvala za ta pogovor, uspešnost in, bom rekel, vztrajnost ste že dokazali s svojim študijem. Vse dobro tudi na vaši nadaljnji poti. Hvala tudi vam za povabilo in še tako naprej uspešno tudi vam. Naš najbolj znani stunt voznik Rok Bagoroš, ki bo naš gost v oddaji Med nama v nadaljevanju programa, med drugim pravi, da pogreša več mladih talentov, ki bi sledili njegovi poti. Hkrati pa se mu zdi, da dobiva vožnja skuterji in motorji zopet več veljave. Kot stunt motorist si želi, da bi kdo poskušal stopiti po njegovi poti. V bistvu pogrešam mladi talent. Opažamo sicer malo spremembo, ker je predelovanje skuterja spet popularno in vidim po Gornji Radgoni, kjer živim, ogromno mladine, kot v mojih starih časih, tako da pa tudi malo trenirajo po zadnjem, ne. Tako da vidim, da malo se nekaj premika, ampak definitivno, če kdo hoče se naučiti, naj mi napiše na Instagram, pa če ima res željo, bom si vzel čas, pa lahko gre z mano na trening, če pa nekdo hoče samo izboljšati
svoje vožnje pa me naj ne kliče, nimam časa za to. No, zato imate trening varne vožnje na Vranskem ali pa kjerkoli. Poglejmo napoved vremenoslovcev. Jutri bo na zahodu zmerno, drugod pretežno oblačno. Dopoldne je bilo oblačno in vetrovno. Opoldne so v Murski Soboti namerili 9, v Radencih 8, v Lendavi 7 in v Krajinskem parku Goričko 9 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno, še bo vetrovno, a bo veter postopno že nekoliko oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 10, v zatišnih alpskih dolinah malo pod nič, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 6, v Mariboru 8, na Ptuju 5, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 11, Mariboru 10 in na Ptuju 11 stopinj Celzija. V petek bo sprva še nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Veter se bo polegel najkasneje na severovzhodu. V soboto bo po večini sončno, jutro bo sveže, čez dan pa postopno topleje. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 5 in 10, čez dan pa med 11 in 19 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomorju tudi na naši spletni strani tvideja.si in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.